Vsi tisti, ki nam je res za domovino, opažamo neko lastnost, ki se je morda ob koncu 80-ih let nismo nadejali, pa smo vsaj globoko upali, ker nismo narave tega sistema, v katerem smo takrat živeli, poznali tako dobro, da se bomo ugnili. Zato je razmišljanje o predsedniku, kakšnega predsednika potrebujemo, bi bilo lahko najbolj primerno usmerjeno v to, da ne bo ta predsednik drugačen od vsega tega, kar smo zdaj spoznali. Mi vsi vemo, da je Slovenija formalno doživela ogromno uspeh. In zunaj vsakega dvoma je, da nam je bilo v 20 letih dano to, kar si nihče v 80-ih še ne bi mislil, da smo postali na koncu, bi rekel, del najbolj razvite elite sveta, kad smo z vstopom v šengensko območje in v OECD, tako rekoč zadnjih nekaj letih tudi dosegli. Ampak hkrati vsi vemo, da je bila to stališča tiste politike, ki je imela v državi vsta čas večinsko moč in tukaj si ne smemo delati utvar, da je bilo drugače, da je bil to nek zvit manever. Zvit zato, ker je razumel v letu 1991, da mu je, se pravi, te partijske strukturi namenjena pogibelj, če obstane v Miloševiću, ker bi jo Milošević radiral. Seveda, temeljna narava tega je pa bila, da se je ta oblast, predvsem na predsedniškem položaju, v bistvu predajala kot štafeta istih tekačev. Neskončno dokazal za to je. Obstaja neka globoka zveza med 8. julijem leta 90 med spravno mašo in slovesnostjo v Kočevskem rogu, kjer je bilo rečeno, da bo prišlo do sprave, pa ni bil od tedaj do danes izdan en mrliški list, s katerim bi se sprava kot dejanje priznanja svoje krivde in obžalovanja, krivde ti ne moreš obžalovati, če ne priznaš, začela. Med tem dejanjem in med dejanjem odlikovanja Tomaža Ertla, ki je te skupine pripeljal v osamosvojitev in z varnostnega stališča jamčil njihovo integriteto politično. Vmes je bil Janez Drnovšek, človek, bi rekel, ko ga gledamo zdaj v njegovih zadnjih trenutkih lepega spomina, morda neka globoko reflektirana oseba, ki je za tistim, ko se je znašel na robu in v breznu pred smrtjo, poskušal se morda to čisto gibanje odkupati za stvari, ki jih je v koncu 80 let bil primoran kot predsednik predsedstva Jugoslavije storiti, podpisati Kosovo in tako naprej. Ampak tudi sicer je bil ta predsednik del iste štafete. Vemo pa vsi, da je bil en človek, ki mu sicer ni uspelo, bi rekel, na prvo žogo ali pa na prvi mah, ampak mu je pa uspelo, bi rekel, z nečem, kar se sploh ni predstavljalo, ki je bil predsedniški kandidat, ki je bil naravno predestiniran za to, da postane 90 predsednik republike, katero je ustvaril, ali pa vsaj v največji možni meri, kot smo danes slišali, so ustvariti pomagal, in mu ni bilo dano. Po mojem osebnem prepričanju gre pravi odgovor na to, kakšen predsedniški lik in kakšnega predsednika potrebujemo, iskati v tistem, kar smo takrat res najsvetejše rednotar domovine bili pripravljeni dati v času vojne prej, kar je Jože Pučnik dal tej domovini in demokratizaciji. Malo kdo od ljudi, ki jih poznamo in katerim so, da je javna, se je tako izpostavil in so z njim tako namerili. Jaz mislim, da gre prav v luči tega, se pravi diskontinuitete z predsedniškim tipom in s predsedniškim likom, ki izhaja iz, še enkrat rečem, ene in iste ekipe, ki teče in si štafete predaja, iskati odgovor na to vprašanje.